Bogdan, izvoli. Zdaj, jaz bi sam še enkrat opozoril na ene stvari. In prva je recimo, da semantičen HTML je odlična osnova, ampak vseeno moramo pa majčkeno poznati, kako deluje v praksi. In tukaj se najbolj pokaže dejansko, ko testiramo z uporabniki. Recimo mejniki so odlično podprti. To, da vemo, kje je glava, kje je glavna vsebina, kje je noga strani, to nobena spletna stran v tem tisočletju ne bi smela biti brez tega dejansko. Imamo pa ene, ki so malo manj podprti ali pa slabše implementirani, recimo tisti, ki so za zbirati datume, ki so vgrajeni v HTML, ampak žal niso čisto dostopni in tam moramo malo paziti, no, če jih uporabljamo. So še zmeraj boljši kot 99% tistih, ki jih najdemo pač v različnih repozitorijih, teh zastonjskih, ki sem jih prej omenil, ampak moramo se zavedati, da tudi tukaj ni čist 100% dostopno. Spodaj imam tudi sliko, kako so te eni in isti pač ena in ista komponenta kaže v različnih operacijskih sistemih oziroma brskalnikih in tudi to ponavadi je glavni razlog, pač, da posežemo po neki lastni komponenti, ker pač so ti dizajni zelo različni. Ampak ja, eni so zelo dostopni, eni niso dostopni. In tukaj moramo pač imeti prakso pa znanja pa brati kakšne raziskave, da pol vemo, kaj dejansko lahko uporabimo. Tudi sam video predvajalnik je vgrajen v HTML, na mojo veliko žalost ni 100% dostopen, kar nam seveda oteži malo delo, a ne. Imamo pa tudi težave, recimo, da dobimo nov element, kot je na primer ta za modalce, ki se mu reče dialog po angleško, ki je pa zelo dostopen. Dejansko so se zelo potrudili in upošteva vse tisto, kar sem že prej naštel, ampak včasih ga pač ne moremo uporabiti, zato ker pač ni še podprt oziroma tudi nikoli ne bo v nekih starejših brskalnikih. In tukaj sem vam samo hotel pač predstaviti en vidik, kako se zadeva malo zakomplicira in kaj lahko naredimo, da se temu izognemo, probamo res poenostaviti stvari. Tako kot je Tilen prej omenil, to polje za datum, a res rabimo imeti za rojstni datum recimo en tako imenovan date picker. A res rabimo en koledar za rojstni datum? Ne, ne rabimo ga, a ne, ker je veliko hitreje, da ta datum vpišemo, imamo zraven dobre povratne informacije, pač če napišemo, da smo rojeni leta 1056, da bo dajal napako, a ne. Veliko lažje to, kakor pa da moram jaz, ne vem, 40-krat klikati, da pridem do moje letnice rojstva, ne. Recimo. Tako da poenostaviti stvari zelo apeliramo. Sploh pa to velja pač za spletne strani. Bomo pa prišli tudi do enega drugega, če gremo lahko na naslednji slajd, ki je pa mogoče malo drugače. Še enkrat pozivam, neverjetna prva beseda, obstaja milijon open sourca, ki zelo dobro izgleda, ima tudi, ne vem, več kot 1000 različnih prispevkov, zelo se razvija, ampak napišejo, mi smo dostopni, naša komponenta je dostopna. In če nimamo neke dokumentacije, itak že vidimo takoj, da to verjetno ni res. Kako so jo stestirali, s katerimi pomožnimi tehnologijami, koliko napak na temo dostopnosti je bilo odpravljenih, koliko jih je mogoče še odprtih, pa so stare že 5 let, pa se jih ni noben dotaknil. In pa seveda, kaj pravijo končni uporabniki, ne. Tako da res pozivam, ne slepo verjeti, treba je imeti malo je treba preveriti, preden katerokoli komponento pač kar uporabimo. Prihranimo lahko zelo veliko časa, seveda. Samo na dolgi rok pa lahko dejansko povzročimo en tehnični dolg, ki mogoče ne bo nikoli odpravljen in bo naredil stran ali pa aplikacijo zelo nedostopno. Tukaj še enkrat res pozivam k temu. Potem, če gremo naprej. Ključ je pač v sodelovanju, ne. Kakor sem rekel, največji problemi sodelovanja v silosih, ne vem, agencija A naredi dizajn, agencija B ga implementira, agencija C naredi SEO, noben med njimi nekaj ful ne komunicira, ker to ni bilo sploh v budžetu, in na koncu pač dobi naročnik nekaj, kar mogoče ali pa zelo verjetno ni dostopno. Še enkrat, dizajn koda je mogoče največji poudarek, sploh kar se mene tiče, no. Seveda je pa potem še vsebina, ne. To ne smemo pozabiti. Ko je produkt pripravljen za dodajanje vsebin, lahko je to že zelo hitro, a ne. Idealno je to paralelno, pač ne glede na metodologijo, a je to slab ali je to agile, je treba pač
delati na tem konsistenčno in konsekvenčno tudi. Primopredaje, ne samo dizajn koda, ampak tudi kako testiramo, dejansko kaj smo že testirali, kaj je treba redno testirati. Obstaja tudi recimo, ko smo prej govorili o avtomatskih orodjih, zelo napredna avtomatska, v bistvu platforme za avtomatsko testiranje, ki grejo celo čez stanja, če hočemo. To smo imeli na več izobraževanjih, smo povedali, sicer seveda to stane, ker je treba te teste pisati. Ne vem, kliknem na to pa to komponento, zgodi se to pa to, kaj se naredi v dostopnosti, kaj se zgodi v dostopnostnem drevesu, a ima ta komponenta shamey, a ima ta komponenta stanje. Tako da za neke zelo napredne aplikacije, ki morajo biti robustne, recimo e-davki, se da zelo veliko avtomatizirati tudi na ta način in tudi preprečevati tako imenovane regresije. Se pravi, ko mi razvijamo produkt, pač včasih nastanejo neke napake na čist tretjem koncu, ne bi smele, ampak se zgodi, in s takimi testi lahko to pač vsaj ujamemo, če ne že celo preprečimo, da se tudi preprečevati, ne. Seveda so tukaj tudi vsebine, obstajajo pač tudi avtomatska orodja, ki preverjajo tudi samo vsebino do določene mere, seveda. Obstaja tudi orodje recimo, ke nam preveri, koliko je to besedilo lahko zabrati za določene jezike, ne za vse, pač po statističnih metodah. Obstajajo orodja, ki preverjajo, če so povezave na zunanje strani sploh še žive. Tako da ja, tukaj gremo že ven iz dostopnosti, ampak dejansko obstajajo orodja, to je treba vedeti, treba mogoče malo pogledati in pač prilagoditi temu. Pač v skrajnem primeru pa lahko tudi sami veliko razvijamo na podlagi odprte kode. Obstojna in trajnostna dostopnost, kako pa do nje, a ne. Jaz pravim, da s temi orodji pridemo dosti daleč, seveda pa so tukaj tudi procesi. Se pravi, poleg znanj, poleg tega, da investiramo v to, moramo imeti procese, ke ta znanja dejansko tudi implementirajo. Ne vem, pride nova oseba v ekipo, ja, dajmo jo na tečaj, ne. Ali pa ne vem, pride oseba, ki je, ne vem, direkt iz fakultete, dajmo jo na tečaj, a ne. Tako da ene stvari je treba rešiti procesno, ni vse tehnologija. Dostopnost dejansko pač, ja, ker je to splet, je to tehnologija, veliko na tehnologiji, ampak zelo veliko je pa tudi zunaj tehnologije. In pa seveda poslušamo uporabnike. Zdaj, tukaj dostikrat naletim na odpor, ja, če bomo mi vse poslušali, pol ne bo nič. Ne, jaz ne pravim, da poslušamo vse uporabnike pa jih upoštevamo, jaz pravim, da je treba poslušati sploh tiste, ki imajo težave z dostopnostjo in se toliko potrudijo in vložijo svoj čas, da nam dajo neko povratno informacijo. Nekateri se že tega zelo dobro zavedajo, nekateri pa to pač kar odvračajo. Zdaj, povratna informacija treba, to sem večkrat slišal, pri veteranih jemati kot zlato. Ker tisti, ki se bo res potrudil in šel nekaj napisati, dajmo si to prebrati. Zelo velikokrat nam lahko zelo pomaga. Seveda pa ne vedno, a ne. To moramo znati pač sami prefiltrirati. In pa še enkrat, izjave o dostopnosti niso za inšpektorje, nikoli ni bil namen tega. Izjave o dostopnosti pač je naj bi bil živ element, živ dokument, ke nekako podaja, kje so lahko težave, pa kaj mi lahko ponudimo kot alternativo tudi, a ne. Saj mi imamo lahko, ne vem, ja, ti PDF-ji so skenirani, imamo pa zraven tudi Word recimo, ke je pa veliko bolj dostopen, če ni skeniran, a ne. Recimo, a ne. Ampak bistvo je to, da pač uporabnik, tukaj moramo seveda delati veliko na ozaveščanju tudi končnih uporabnikov, da bojo sploh vedeli, da te izjave za dostopnost imajo te informacije, seveda, ne, ni samo pač naročnik oziroma izvajalec tisti, ki mora to poskrbeti, ampak ko bomo pač prišli na malo večji nivo, bi moglo to biti, zelo praktično. Plus seveda tukaj pridemo tudi do zahteve o mehanizmu povratne informacije, ne. In zdaj glih to, se vrnemo na prejšnjo točko, poslušajmo uporabnike. Web Accessibility Directive, torej tista direktiva, ki zdaj trenutno velja za javni sektor, ima postavko tega povratnega mehanizma. Zdaj jaz dvomim, da se ta zelo veliko uporablja, ker moramo delati več na pač ozaveščenosti, plus to, da je, ja, majčkeno je sporno, da morajo uporabniki pač svoj čas za to porabljati. Ampak dejansko, če ne bomo tega delali, se ne bojo stvari izboljšale. Tako da tukaj imamo še en aspekt, na katerega moramo paziti, a ne. Ta ozaveščenost. Zdaj pa če lahko naslednjo, prosim. Rad bi še
v bistvu je to en korak prej, ampak se je v bistvu vseeno. Razlike so med spletno stranjo in spletno aplikacijo. Zdaj, če imamo neke statične vsebine, to narediti dostopno res ne bi smel biti problem. Še enkrat, če nimamo nekih zelo naprednih komponent, a ne. Medtem ko imamo eno aplikacijo, ki ima veliko dinamičnih interakcij in tega, to pa zna biti kar bistveno težje za narediti dostopno in tam res polagam na srce sodelovanje s strokovnjaki in tudi z nekimi skupinami oseb z različnimi pač oviranostmi. Niso samo branilniki zaslonov, a ne. So tudi ljudje, ki uporabljajo recimo govorno kontrolo in različne druge stvari. Tako da če imamo to nekako, ko damo največ od sebe, kar lahko, plus strokovnjake, plus te osebe, pol bomo res naredili nekaj zelo dostopno. Idealne dostopnosti žal ni, a ne, ampak lahko pa stremimo k temu. Pač ja, spet nazaj, spletna stran je enostavno dostopna, kompleksnost pa prinaša veliko izzivov, ne. Semantika je pri enostavnih spletnih straneh dovolj ponavadi, pri naprednih komponentah hitro lahko naletimo na težave z različnimi pač podpornimi tehnologijami, tako kot je nekdo omenil, a ne. Ja, NVDA pa ni dober, zato pa to. Ja, zato ker pač mogoče še niso implementirali enega HTML elementa, tako kot bi ga mogli, ker pač imajo omejena sredstva, medtem ko JAWS, ki je tisti pa plačljiv, pa ultra premium, ima pa to že narejeno, recimo, a ne. Tako da ja, tukaj moramo tudi malo vedeti, kakšna je naša pač ciljna publika včasih. Ali pa recimo Android pa iOS v enih državah, Androida zanemarljivo malo. Ne rečem, da ga ne moramo ignorirati, ampak pač malo lahko pretehtamo, kam bomo skoncentrirali naša sredstva, a ne. Spet naprej, brskalnik ima ene mehanizme vgrajene, pri navadnih spletnih straneh zelo veliko, medtem ko moramo pri aplikacijah, pri brskalniku zelo velikokrat dobesedno reči, kaj mora delati. Tukaj se vrnemo na tiste ARIA atribute in tako naprej. In pa ja, spet spletne strani versus spletne aplikacije. Pri testiranju je testiranje spletne strani bistveno lažje, kakor je testiranje neke aplikacije, ki ima variacije in permutacije svojih različnih možnosti, a ne. Tako da to se je treba zavedati na vseh nivojih, tudi pri razvoju, že ko delamo pač razpis, a ne. Če bomo imeli mi eno aplikacijo, ki ima recimo tako, kot je, ne vem, Outlook recimo, ki ima ne vem, nešteto enih kombinacij možnih stanj in situacij in ne vem česa, v primerjavi z eno, ne vem, navadno informativno spletno stranjo, se moramo tega zavedati. In tukaj spet pridemo do tiste poslovne analitike, a ne. Če gremo samo še na hitro naprej, pač samo še to, ja, o mobilnih aplikacijah smo zelo malo govorili, ampak mislim, da je treba bistveno več govoriti. Podobno je pač kot pri spletu, samo da je platforma veliko bolj definirana. Splet je zelo robusten. Odpremo spletno stran iz leta 95, pa bo v redu delala, ne. Pri mobilcih vemo, da to ni tako. Pač platforme imajo različne možnosti, različne zmožnosti, aplikacije so narejene za različne verzije platform in tako naprej. Tako da tukaj zadeva je bolj kompleksna, absolutno. Native aplikacije, tako kot se reče po strokovno, bom rekel angleško, nasproti hibridnih ali pa nasproti kar spletnega pogleda, so tudi različne, a ne. Zdaj s tistimi uporabniki, ki sem jaz sodeloval, imajo najrajši native, bom rekel. Tisti, ki je narejen prav za iOS pa prav za Android, ki ni hibrid, zato ker točno vejo, kaj lahko pričakujejo, seveda, če programerji pa oblikovalci to pravilno načrtujejo, ne. Medtem ko je najlažje zaviti spletno stran in reči, to je naša nova mobilna aplikacija, tam pač podedujemo vse težave, ki so na spletu, plus dobimo še par novih, ne. Tukaj je treba pač majčkeno vedeti, za koga bo ta aplikacija, tako kot itak. Razlike so med iOS pa Android, tako da vedno moramo oboje testirati. Če testiramo samo eno, imamo riziko pač, da na drugi nekaj ne bo delalo. Sploh, če uporabljamo hibridne metodologije. Recimo obstaja tehnologija, ki pišemo eno kodo, pa bo delala na obeh platformah, ampak potem imamo zraven polno enih čejev, ne. Če imamo iOS, to ne dela tako, če imamo Android, to ne dela tako. Tako da ja, tukaj je pač treba pretehtati že v osnovi, katero platformo bomo izbrali. Ker če izberemo tisto, kar je res samo za iOS, bo najbolj dostopno. Če izberemo neko hibridno, imamo lahko težave. Poudariti moram tudi to, da te telefone, ki jih imamo vsi zdajle verjetno v žepih,
imajo vsaj 10, če ne 20 ali pa še več različnih možnosti pomožnih tehnologij. Ena in prva, seveda najbolj očitna, je bralnik zaslona, upravljanje z glasom, večji fonti, recimo to so take osnovne. In po študijah na Nizozemskem uporablja več kot 40% ljudi večje fonte, recimo. In če nismo kot razvojniki upoštevali tega, pa tudi oblikovalci, pa jim dajemo zelo slabe oziroma malo dostopne ali pa nedostopne izkušnje. In pa ja, kompleksnost podpiranja za nazaj je velikokrat kar težavna. Tako da tukaj je na naročniku, da pač definira, koliko nazaj bo to podpiral. Zdaj, če ima kakšne številke, da to podpre s številkami, ne vem, naši uporabniki trenutne aplikacije uporabljajo še, ne vem, Android 7, mi pa moramo zdaj novo aplikacijo narediti, kaj bomo naredili, je to težava, ne. In pa ja, bližnjice so nevarne. Pri mobilnih aplikacijah je veliko bližnjic, niso vtičniki še zaenkrat, hvala Bogu, ampak so pa v kodi določene bližnjice, ki recimo programer reče, tole je gumb, pa v resnici ni gumb. Tako da kar še na naslednji slajd, pa mislim, da smo gotovi. Pač dostopnost je proces, je zavedanje, je znanje in ni vtičnik ali pa funkcionalnost, ki se da dokupiti, bi jaz poudaril, ampak jo moramo pač imeti tako kot varnost, a ne. Če mi ne bomo poskrbeli za varnost izdelka od A do Ž, potem bomo riskirali, da ta izdelek ni varen, a ne. In isto je pač pri dostopnosti. Hvala. Zdaj seveda zopet čas za vprašanje. QR kodo, če jo date na spletno stran, če ima ustrezno alternativno besedilo, bo oseba, ki jo na strani vidi, videla, katere so v ozadju informacije. Če QR koda vodi nekam, če je povezava, ne bo QR koda potem tudi povezava. Če so pa informacije v ozadju QR kode zelo kompleksne, tako kot recimo IBAN, je pa vprašanje, kako to zagotoviti, mogoče s povezavo do neke datoteke. Vedno je treba inovativno razmišljati, kako bomo zagotovili alternativni dostop do vsebin, ker konec koncev lahko ob QR kodi, ne vem, uporabniku bralnega zaslona, rečete tudi na sredini zaslona je QR koda, prosimo fotografirajte o svojim zaslonom in če je vsebina na drugi strani QR kode dostopna in bo dostopna na telefonu, boste s tem naredili več kot z vsemi ostalimi opisi. Se pravi, odvisno od konteksta, zadeve teoretično so rešljive. Izvoli. Če smem, dobra praksa pri QR kodah, ne vem, pri aplikaciji Zvem v tistem času, ko sem jo jaz registriral, je bila najprej QR koda, ne? In po kontaktu z developerji so zagotovili tudi alternativno možnost registracije z generatorjem številk. Tako da QR kode kot taki niso ovire, samo dodatek je treba zagotoviti, če niso berljive oziroma če so postavljeni tako, da jih s telefonom ne moreš citi. V resnici odvisno, kaj dela. Če kakšno vprašanje? Če smem za gospode inšpektore, pa to, a so kaj razmišljali o tem, da bi, o možnostih civilnih tožb zaradi kršenja bodisi ZDSM, a bodisi od junija naprej ZDPS. Ker na Zahodu, tudi sam sem sodeloval pri enem primeru v Evropi, se je moglo spletišče popraviti zaradi civilne tožbe, da ne rečem, kako je v Ameriki. V Ameriki so pizzerije bile tožene, zaradi tega, ker njihova osnovna spletišča niso bila dostopna in so kar hude kazni padale. Govorim o civilnih tožbah, ne o inšpekcijskih postopkih. Zdaj, če posprašujete inšpektorat, upravne postopke. Ja, sej to Seveda je pa možno v naši državi, tako kot tudi ostali, tožiti vsakogar za vse. Gre za pravni ali pa nepravni postopek in potem seveda najameš odvetnika in vodiš postopek zoper podjetje, ki ni spoštovalo vse
točke iz zakona. Zdaj, če ne gre za končni rezultat, ni globa, ampak je v bistvu stroški postopka plus verjetno neka naložitev odškodnine, zato ker niste prišel do vsebin, ki vam pripadajo. Ja, ker mislim, v končni fazi, tam, ko sem jaz sodeloval, potem pač podjetje je moglo spletno stran, mislim, naročnik je mogel skupaj z izvajalcem prav spletno mesto v bistvu narediti, poleg pač odškodnin in tako naprej, dostopni zabralnike, zaslone itd. In tlele sem pa tudi jaz vstopil po tem vzgoju. Zato me zanima, mislim, a pričakujete, da se bo v Sloveniji tudi to zgodilo? Ko bojo civilne tožbe Zdaj, mi na to nismo temo? bili tako kot Američani, recimo, ne, oni so tožili. Če pogledate njihove izdelke, recimo, ste fen za v bistvu žganje barve, ne, so iztožili, zato ker je en Američan pa se lase šušil z njim. In se je do opeku teme in seveda potem so morali dodati v obvestilo, da ni primerno za sušenje las. Američani imajo tako posebne, bom rekel, zgodbe in njihov razvoj sodišča in toženja na sodiščih je bistveno naprej kot Morda ena zanimivost sodišči Ameriko pa dostopnostjo. Lansko leto je v Ameriki, v Kaliforniji sodišče odločilo, da morajo tožniki, se pravi osebe z oviranostmi, ki tožijo, dokazati svoj interes, se pravi svojo oškodovanost, da je bila neka stran nedostopna, zato ker je prišlo toliko daleč, da so ljudje brskali, kje bojo kakšno nedostopnost najdali in tožili na osnovi tega. In je potem sodišče pač to spremenilo in je reklo, vi morate dokazati, da ste res to rabo, res nameravo kupiti, ne pa da ste v narekovaju lovil ribe in ko ste najdel eno ribo z napako, ste pa za to tožil. Se pravi, v Ameriki delajo celo že korak nazaj pri teh tožbah na področju dostopnosti. Podobno pa pri patentih. Je bila tudi tožba, ko so tožili McDonald's, pač ima v teh štiropornih lončkih vročo vsebino in ni napisano na lončku, da je vroče. Mogoče še ena zanimivost, več kot 3/4 vseh ameriških teh Fortune 500 podjetij, ki so top podjetja, ki imajo seveda vsak od spletne trgovine, pa so bila že tožena. Se pravi, samo 1/4 je takih, ki jih še ni bila zaradi dostopnosti v sodnem postopku. Potem zaključimo. Lepa.